Pred 30 leti, ko smo dobili internet, je stric Bill Gates napisal, mislim, da en esej oziroma nekje izjavil, da je vsebina kralj. In v bistvu danes še vedno to velja. Zdaj, kaj konkretno to pomeni? To pomeni, da smo v bistvu s tem, ko je prišel internet, dobili vsak praktično svoj košček prostora na tem ozemlju interneta, kjer lahko praktično vsak od nas gre, in pove svoje mnenje, deli svoje znanje in tako naprej. In v resnici to po 30 letih še vedno velja, s tem, da smo poleg tega, kar smo imeli pred 30 leti, to se pravi, takrat so bile spletne strani, pa potem blogi, imamo danes še socialna omrežja in, kjer je danes izziv ratal, je to, da v bistvu teh koščkov, zemljišč na internetu obdelujemo jih, nas obdeluje vse več, skratka vse več nas je tistih, ki nekako delimo svoje znanje oziroma ki delimo neka svoja stališča, svoje zadeve na socialnih omrežjih oziroma na splošno na internetu. In torej vprašanje, ki se zdaj postavlja, je, kako zdaj izstopati iz tem, kar je tvoje. Ne, zdaj, kako postati ne samo, želim se tukaj predvsem osredotočiti na to, kako ne izstopati s tem, da ne vem, skačemo pa tako naprej, ampak predvsem, da izstopamo s tem, kar je naše, to se pravi, kako vsebinsko, sem jaz temu rekla, kako vsebinsko pokazati, kaj je pravzaprav, naš as. To se pravi, če je vsebina kralj, kako zdaj preko te vsebine pokazati tega našega asa. Tako da se bom v temle tokratnem e-predavanju osredotočila na 3 stvari, ki so mogoče majčkeno drugačne oziroma iz majčkeno drugačne perspektive, ki je predvsem značilna oziroma ki jo lahko predvsem uporabimo mi, ki izobražujemo, svetujemo, mentoriramo, kovčamo, skratka, kako, svojega tega asa, torej to, kar je tisto, kar je naše, drugačno, tisto naše edinstveno, kako lahko preko torej spleta oziroma preko te naše vsebine skomuniciramo to do naših potencialnih strank.